Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru skupaj z družbo Gen Energija že 7. leto zapored organizira poletni tabor energetike, kjer dejansko povabimo dijake srednjih šol. Običajno so to dijaki 3. in 4. letnikov, kjer potem vsako leto spoznajo različna področja tematike z naravoslovja in tehnike, tako da letos so dijaki obravnavali obnovljive vire energije in jedrsko energetiko. In s tem smo dejansko dijakom približali spoznavanje obnovljivih virov energije in tudi miti o rabi jedrske energije, tako da so dijaki spoznali vse to in nekako ocenjujemo, da so uspešno opravili svoj poletni tabor. Dijaki, ki prihajajo vsa ta leta na poletne tabore, imajo zelo veliko željo po dodatnem znanju in njihov napredek, mogoče od samega začetka pa do konca, v teh zelo kratkih dneh je izjemen, ne? Vsi tisti, ki želijo spoznati bilo karkoli, imajo tukaj na Inštitutu za energetiko pri nas zelo velike možnosti in pa kot vsako leto do zdaj opažam, se mi zdi, da se še ni zgodilo, da bi kdo odšel domov brez kakšnega izkupička. Spremljamo jih vsako leto, dajemo jim čedalje večje izzive. Posebej zadnje 2 leti, ko se je fakulteta vključila na način, da jim damo problemski pristop k razreševanju enih problemov. In moram reči, da tudi lansko leto, tako kot letošnje, kar boste videli, v predstavitvi so naredili z odliko svojo nalogo. Problem, s katerim se soočamo pri delovanju sončnih elektrarn, je dejansko odvajanje toplote. Izkaže se, da sončna elektrarna, fotovoltaika v bistvu ob najvišjih temperaturah pravzaprav ne prenese dobro temperature oziroma pade izkoristek. In način, kako bomo hladili, je bil izziv letošnji. Torej, raziskovali so na kakšen način, s čim manj finančnega vložka bi uporabili v bistvu različne načine odvajanja toplote. Gre se za v bistvu izmenjevalce toplote, ki montiramo na sončne elektrarne in potem odvajajo toploto. To je to, kar se tiče sončne. Ampak mi smo naš tabor, v bistvu skozi tabor smo se pogovarjali in o delovanju vetrnih in o delovanju jedrskih elektrarn. Pri jedrski elektrarni smo poskušali tiste mite okrog sevanja enostavno razbiti, način, da smo preučevali sevanje in to sevanje, ki se nahaja v industriji, v laboratorijah, konkretno z Gager, Millerom in Števcem, ki so ga dijaki sami na nek način sestavili, potem so programsko kodo spremenili, smo hodili po laboratoriju in raziskovali različne naprave, ki jih uporabljamo pri meritvah, ki tudi so viri recimo ionizirajočega sevanja. Ja, običajno na poletni tabor energetike pridejo tudi taki dijaki, ki so že odločeni ali pa mogoče taki dijaki, ki nekako so nekje na meji, da bi se odločili za to vrstni poklic energetika in ravno tu na tem poletnem taboru dobijo tisto prepričanje in spoznanje, da je to res nekako izziv in da so sposobni za ta vrstne poklice in da to ni bav, tako da se lepo ujamejo in potem nadaljujejo študij na Fakulteti za energetiko. Posebej smo veseli, da lokalno ponujamo tabor lokalnim srednjim šolam. Zadnja leta, kar nas zelo razveseljuje, tako se udeležujejo tudi dijaki šolskega centra Krško Senica, tako kot brežiške gimnazije. Letos jih je glih polovica, enih polovica drugih. In ja, lani smo imeli že merljiv v bistvu učinek, torej 2 dijaka, ki sta obiskovala tabor, sta se vpisali na Fakulteto za energetiko, česar smo zelo veseli, upamo, da bo tako naprej. Mi na naši fakulteti spremljamo, se pravi, poleg števila vpisa tudi samozaposljivost in lahko rečem, da se po trenutnih ocenah Zavoda za zaposlovanje nekje okoli 99% študentov zaposli nekje v obdobju od pol leta pred zaključkom študija, pa nekje do 3 mesecev po zaključku študija, tako da jaz mislim vseeno, da je še neka mala skrb, kar se tiče samega kadra, tako da mladi spodbujam vas, da se odločite, za smer naravoslovja, elektrotehnike, strojništva, energetike, saj vas bomo še veliko potrebovali.